Oj, koledo, lepo leto mlado, da bi prav veselo bilo in imelo mastno brado. Lepo pozdravljena, Petra Lesjak Tušek. Lep pozdrav, Nika. Zdravo. Si novinarka, si predsednica Društva novinarjev Slovenije. Jaz osebno te imam tudi za aktivistko, za tako borko, za svobodo govora, za svobodo tiska. Si precej brezkompromisna pri tem, ko daješ kako izjavo, ko poveš, kaj si misliš, in to tako ohranjaš skozi cel tvoj bit. Vem tudi, da si ljubiteljica gora, ljubiteljica športa. Pa kaj še? Kaj si Petra Lesjak Tušek tam zadaj, ko se ne zdi, da ima tvoj dan? Včasih, ko te gledam, ko si tako nekje urejena, potem te vidim mogoče na enem koncertu, se mi zdi, kot da ima tvoj dan več kot 24 ur. Kako vse to ti spelješ? Ja, želela bi si, da bi res imel dan še več kot 24 ur, drugače pa moram reči, da sem res kar precej organiziran človek, zato ker ta dinamika pač terja neko strukturo, da spelješ stvari čez dan. Strinjam se tudi s tvojo oceno, da sem brezkompromisna, ko gre za vprašanje pravic, svobode govora ali pa drugih človekovih pravic. Se mi zdi, da tu ni stvar za debato in da so pridobljene pravice pač tiste, ki jih moramo braniti konstantno in nepopustljivo. Sicer pa poleg naštetega sem tudi še marsikaj svojo identiteto mama, dvojčicama, ki se tudi nekako lepo razvijata skozi to obdobje, zdaj sta najstnici in mi je kar žal, da sta v takem obdobju, ko se ne morata toliko družiti, stari 17 let, ko bi v bistvu to življenje gimnazijk moglo biti drugačno. Od letos sem tudi ponosna teta nečaka Bineta, ki se je rodil junija Juretu, bratu in njegovi ženi Maruši. Tako da v bistvu me v tem smislu zasebnem izpolnjujejo ljudje, ki jih imam ob sebi, tako najožja družina kot širši. Tako da to sem vedno se vračam v to svoje zavetišče. Se mi zdi, da moraš imeti doma res tak topo azil, da zdržiš vse, kar se dogaja. Rada imam pa tudi jogo, ko si že omenila gore. Se mi zdi, da sem zlasti v zadnjem obdobju pa prakso joge tudi dobro nadgradila pa poglobila. Smo začele koledniško, sem ravno danes zjutraj se spomnila še ene, ki bo mogoče dobra za uvod v naslednje vprašanje. Veselite se zdaj vsi čez, novo leto je prišlo res. Ta staro je minulo zdaj, bo hvala Bogu vekomaj. Kaj pa tvoje leto 2020? Kakšno je bilo, kako si ga ti doživljala? Si imela tisti mir, ki ga nekateri niso, prej smo se menili, no, pa si mi omenila, da je bilo prav tako divje kot vsako leto. Ja, novinarsko delo v tem obdobju je gotovo specifično. Mislim, kljub tej statiki in omejitvi gibanja, glede na to, da se nismo mogli toliko pojavljati na terenu, kot bi se sicer, to ni pomenilo, da nismo aktivno delali, kvečjemu še več, bi rekla, zlasti v uredniškem delu, kjer je bilo potrebno pravzaprav konstantno prilagajati vsebine in je bil kar izziv, no, ostati verodostojen, delati tekoče, hitro, natančno, točno in hkrati dajati na sito vrsto dezinformacij, ki krožijo. Fake newsa je ogromno in se mi zdi, da je novinarsko delo v tem času postalo odgovorno in smo tudi v tem smislu kar precej morali pač nenehno vlagati v to, da so vsebine bile verodostojne na koncu, kar se mi zdi ključno pri novinarskem delu. Tako da ne moram reči, da ne glede na to, da smo bili omejeni, zlasti družinsko v potovanjih, ker smo precej popotniška družina, ne glede na to je bilo neka taka dinamika v tej statiki in intenzivno obdobje tudi v smislu pritiskov na novinarsko delo, na svobodo novinarstva in v tem smislu tudi na Društvu novinarjev kar precej nemira oziroma stalnega gašenja požarov in neke borbe za to, da se utemelji obstoj novinarstva kot takega, kot neodvisnega in avtonomnega. Tu se mi zdi, da smo imeli tudi precej turbulentno leto.
Tako da ti nisi imela časa doma s pospravljanjem kleti in podstrešja in vsega tega, kar so marsikateri počeli. Ne, nisem pa v bistvu tudi želje ne bi imela za kaj takega. Se mi zdi, da, mislim, jaz sem rada doma, ker se mi zdi, da se tam zberemo, pogovorimo, da je res pol to tisto stičišče, ki sem ti ga že prej omenila, da me res napaja tudi za vse druge stvari, neko zaupanje in bližina. Nisem pa nikoli velike pozornosti polagala v to, kar res ni nujno, čeprav je pri hiši vedno veliko dela, ampak skušam čim manj časa posvečati nekim takim zadevam, kot so pospravljanje, res najnujnejše. Sem rajši v gibanju, drugače preživim čas, tam pa res na najnižjo možno raven spustimo pravzaprav vsi, kar je takega investicijskega oziroma vzdrževalnega v hišah. Ker pomembna je kvaliteta, življenja, ne tisto, kar se vidi navzven. Ja, meni se skozi zdi, da je bolj vredno vlagati, recimo prej že omenjena potovanja, ne nazadnje tudi v knjige, če smo že prek knjižnice povezane, jih tudi stalno rajši kupujem, kot včasih sem si jih sposojala, zdaj jih bolj ali manj kupujem. Se mi to zdi večja investicija in hišo res omejujemo na najbolj vzdrževalni del, se mi ne zdi toliko pomembno, da bi se tam ste svetlo. Ne bom vlagala nikoli v pospravljanje hiše ali pa nadgradnjo. Pa v gajbe. Poznamo te tudi kot eno izmed Radmanc. Zanima me, katero knjigo trenutno bereš in katero knjigo si nazadnje odložila v hiško za knjigobežnice. Ja, to gibanje Radmanc mi je res tudi eno ljubših med stvarmi, ki jih opravljam v življenju. Včeraj sem odložila biografijo Raca, Petre Pogorevc, res se mi zdi, ne glede na debelino knjige, izvrstna, hitro jo prebereš, pravzaprav se mi zdi, da sem jo goltena. K branju Raca me je v bistvu spodbudila tudi smrt Dušana Jovanovića, tako da imam zdaj nek tak komplet namen prebrati teh knjig in Jovanovićeve, na stara leta sem izljubil svojo mamo, zdaj bom se pa lotila tudi biografije Milene Zupančič, glede na to, da se pol Rac, Milena in Jovo nekako zaokrožijo. To je recimo, kar se branja tiče, da bom zdaj takoj pristopila k Mileni, kot bi luna padla na zemljo, to nameravam. V hiško za knjigobežnice pa sem nazadnje, mislim, da sem Prežiha, ki sem ga nazadnje tudi doma imela, zato ker smo si ga podeljevali med sabo Radmance, da sem dala požganico. Aha, super. Kaj pa filmi? A pogledaš tudi kak film? Se zvečer raje, ko se vse umiri, raje vzameš v roke knjigo ali se kdaj tudi odločiš, da prižgeš televizijo in si naštimaš kakšen dober film? Ja, sem kar ljubiteljica filmov, tudi letos mi je bilo dobro, vsaj to v koronskem letu, da se je dalo Life gledati nadaljavo, sem kar pokupila nekaj vstopnic in se mi je zdelo res dobro spremljati to kakovostno, zlasti evropsko produkcijo, ki je sicer manj možnosti jo pogledati. Čeprav moram reči, da na TV Slovenija rada pogledam vse te filme, ki so v okviru 7. pečata oziroma na drugem programu in so več ali manj ta evropska produkcija. Če bi pa katerega priporočila v tem obdobju, bi pa mogoče Sorry, We Missed You, to je pa iz angleškega območja, to pa zaradi tega, ker so zdaj vsi raznašalci pošiljk, ne samo poštarji, predvsem ta hitra pošta, paketi in vse, kar smo naročali nadaljavo, glede na to, da je delivery, ta dostava zdaj izpostavljena. Se mi zdi ta film en dober prikaz tega, kaj je v ozadju življenja nekega raznašalca, ki opozarja na širše težave in probleme proletariata, zlasti izpostavljenega v angleškem območju, ampak tudi mi smo nenazadnje industrijsko okolje.
Tudi pri nas so nenehno potrebne tudi borbe za delavske pravice, za to, da ne postane minimalna plača vzvod za to, da bi reševali gospodarsko krizo, ker verjetno imamo druge rezerve kot pri tem, kjer moramo obvarovati najšibkejše in najrevnejše sloje. In to se mi zdi kar pomembno vprašanje in mu tudi sicer pri svojem novinarskem delu posvečam že od nekdaj veliko pozornosti, ker se mi zdi, da imajo vsi nekake vzvode za to, da pridejo do medijev, kapitalske, politične, medtem ko se mi zdi, da vloga novinarjev mora ostati, da zagovarja tistega, ki tega dostopa nima, oziroma da se vrača na teren in da posluša ljudi in sprejema in spremlja, kaj jih zadeva in kje so ključne težave in skuša nekako spreminjati to družbo na bolje, kolikor je to mogoče. Vsaj vsak sam lahko nekaj spremeni. Ja. Super si izpostavila tale film, sem ga gledala in je dobro, ko pokaže čisto neko drugo perspektivo nečesa, kar mi vidimo samo navzven. In ja, to je sigurno bistveno delo novinarjev, da ste v tem, kar počnete, nevtralni in predvsem, da ste svobodni. To je pa seveda na prvem mestu. Ja, se mi tudi mi zdi pomembno, čeprav kot vse ostale dejavnosti je tudi novinarstvo vedno bolj podvrženo nekemu hitenju, temu, bi rekla, diktatu klikov, ki je včasih premalo preverjeno, premalo domišljeno, tudi temu, da postaja etično včasih na nekih točkah zagotovo nedostojno tudi in se mi zdi, da vse te standarde profesionalne, kot tudi v drugih poklicih, je treba nenehno pač poskušati ohranjati, čeprav se vseh teh praks ne da preprečiti, se pa v bistvu da pokazati razliko, pa poskušati spodbujati ljudi, ki se na koncu itak sami odločajo, ampak da pač ločijo, zakaj in kje je potrebno pač neko verodostojno kritično novinarstvo vseeno podpreti in zagovarjati. Se mi zdi, da šele potem, ko neke dejavnosti nimaš, vidiš, da ni samoumevna in pač pri novinarstvu kot neki četrti veji oblasti se mi zdi, da ne bi smeli priti na to točko. Mimogrede so pa letos tudi novinarji izjemno plodoviti avtorji knjig bili, to se mi zdi tudi kar pomembno, oziroma vse več novinarjev piše tudi literarizirano, oziroma vse te svoje kolumne na nek način ali zbere, ali razširi, nadgradi v knjige in se mi zdi to tudi sem ponosna na njih. Super. Evo, pa smo pri željah. Lahko so pobožne, lahko so kakršnekoli, pri željah je dovoljeno vse. Rada bi slišala tvoje, osebne, tudi tvoje želje uporabnikom. Po drugi strani bi pa tako želela, da bi mogoče začela s tem, kaj v tem letu tako realno pa pričakuješ, da bo. Ja, pri jogi, ki sem jo prej omenila, se učimo, da moramo čisto spustiti pričakovanja in da si pol v bistvu z vsem zadovoljen, čeprav to ni nujno čisto res, v smislu nekega opuščanja pričakovanj, da pol nisi razočaran, je pa to dobro, če se znaš nekako prizemljiti oziroma vse sprejemati s čim večjo mirnostjo, brez neke panike, čeprav je kdaj tudi razlog za to, ampak se mi zdi, da mogoče je dobro, da se v tem smislu umirimo in racionaliziramo, da lahko pač ugotovimo, da bo vse nekako tudi šlo in da upam, da res ne bo apokalipse in konec sveta, če pa ne se bomo pa tudi temu prilagodili. Mislim, da vse ne živimo v nekem strahu, se mi zdi res pomembno. Zasebno bi si res želela, da se hčerkama Daši in Gaji uresniči vse, kar sta si zadali. Sploh Daša, ki je na prelomnici, da odplava norme, je tudi kandidatka za olimpijske igre, ima B-normo odplavano. So pa seveda težki časi za odplavati, ker ni tekem, tako da upam, da bo v bistvu zdržala ta ritem, ki je najsprosen, težek, garaški. Gaja že preskakuje ovire s konjem, vsi smo se navezali na njenega Edija, ki ga ima v škalah v štali v najemu in se mi tudi zdi, da res lahkotno in samozavestno jaha in to vsi z veseljem spremljamo. Doma tudi, kar se tiče pač moža Bogdana, ki tudi uspešno na podjetniški poti, v bistvu vso to koronsko obdobje, glede na to, da oskrbujejo starejše in da so kar pomemben člen, se mi zdi, da bi si počasi tudi zaslužil malo mira in umiritve in vsi skupmi, tako da to so čisto take, niso neke velike, hude želje, pobožne ali pa velikopotezne,
ampak čist te, da lahko funkcioniraš kot družina normalno naprej, da so neki zunanji pogoji, da smo vsi, ne vem, nekako ustvarjalni, pa pogumni in odločni tudi naprej, kar se v izhodišču izpostavlja. To se mi zdi, da to pa nima cene, ko si neke cilje postaviš, da bi se mogel prilagajati v smislu, da se bo z nečim zadovoljil, da pač moraš vztrajati na tem, kar je včasih težko, ampak mislim, da ni druge poti. To si želim tudi sama, da bi to vztrajnost še naprej premogla, ker včasih so pritiski kar močni, ampak se mi ne zdi, da bi bili tako usodni, da se jih ne bi dalo zdržati. Tako da vsem nam, vam tudi v knjižnici želim, da tudi knjižnica nazaj zaživi. Sem ful vesela, da si v časopisni čitalnici, ker bi rada, da tudi časopisi preživijo to hudo obdobje, ker mogoče so bolj čitalniški, kot so bili kadarkoli in vse več na digitalnih platformah, kar je tudi čisto okej. Je pa dobro, če bi se še vseeno slišalo to šelestenje starega papirja, da bi se ohranilo tudi v tem smislu. Tako da svojemu večeru v tem pogledu želim zagotovo tudi neko perspektivo. Sicer pa vsem v bistvu v ožji in širši družini in sicer mogoče je floskola zdravje, ampak res, ko je kdo bolan, pa ko se kje kaj zgodi, vidiš, da je elementarno in da se iz tega vse začne in s tem lahko tudi vse konča. Žal je veliko ljudi izgubilo svojce ali pa so pač mogli prestati kako hudo obdobje in že to, če se umiri, bo zelo veliko. No. Petra, najlepša ti hvala za ta prijeten pogovor. Jaz ti želim vse dobro na tvojem delu, da bi tvoj dan kak tudi imel 27 ur, če si boš to želela, da se čim prej odprejo poti za potovanja in želim ti veliko, veliko, veliko svobode. Hvala, enako Nika, lepo ustvarjalno, tako kot si začela na tej novi svoji poti v knjižnici, vsem sodelavkam in vsem pravzaprav tudi Korošcem, da malo pa tudi ohranimo te svoje koroške pokončnosti in vztrajnosti v teh stvareh, se mi zdi, pa da tudi sodelujemo naprej, ker je to tudi včasih pozabljeno in ta solidarnost premalo izpostavljena. Hvala, lepo bodi in srečno. Srečno. Adijo. Ja.